vem, na začetku se je precej zapletalo. Koalicija je govorila, da je eden od največjih problemov SMC, ki da ima največ pomislekov z podpisom oziroma parafo tega protokola. Kje ste imeli pomisleke in zakaj ste se naposled vendarle odločili, da zadevo parafirate? Jaz mislim, da so imele pomisleke vse stranke. Ta protokol oziroma njegov osnutek se je od takrat, ko je nastal, se pravi izpred nekaj mesecev nazaj, spremenil v določenih členih in to je bilo z našega vidika problematično. Problematičen je bil tudi finančni vidik, glede na to, da se projekti, ki so notri omenjeni, zdaj po osnutku tega sporazuma izvedajo v enem letu namesto v celem mandatu. Zdaj, mi smo te pomisleke izrazili, žal šele v času zdajle pred sprejemom rebalansa, to pa zato, ker nismo bili prej vključeni v njegovo nastajanje in smo zatrdili, da ta finančni vidik, ta problematika ostaja, da želimo določene odgovore finančnega ministrstva, sploh glede na opozorila vidnih predstavnikov Levice, da je račun zabeljen, zanima nas, kakšen je ta račun, ker veste, ne nazadnje, na koncu vse to plačajo davkoplačevalci in prav je, da tu igramo neko odgovorno politiko. Je pa tako, da kar se tiče tega računa in to, koliko je zabeljen, zdaj mi moramo vedeti, da večina teh projektov takšnih, ki izhajajo že iz koalicijskega sporazuma. Skratka, mi se ne moramo zdaj izgovarjati, da bo karkoli od tega stalo, to vse bo stalo, je pa prav, da se pogovorimo o časovnici. Mi smo te pomisleke izrazili, Levica je bila na tem, da vztraja pri besedilu, smo se pa zdajle pred samim glasovanjem dogovorili, da se vendarle spremeni 6. člen, ta pa določa, kakšna naj bo koordinacija. Namreč ta člen se je spremenil od tistega osnovnega besedila. Najprej je govoril o tem, da se koordinirajo vse stranke koalicije in Levica. Zdaj je bilo besedilo, da se samo Levica in LMŠ in mi smo zahtevali, da se spremeni na ta način, da je vedno zraven stranka, ki vodi določen resor. Kdaj pa potem podpis, da je bil sporazum parafiran? Podpis pa dogovorjeno tudi, da gre to na organe strank, pa potem se predvideva, da se bo podpisalo, ko bodo to potrdili organe stranke. Tako Levica kot LMŠ pravita, da so bili v nastajanje tega besedila vključeni resorni ministri, torej tudi Ksenija Klampfer iz vaše stranke je bila vključena v nastajanje tega besedila ali ne? Ja, ampak ona je bila kot ministrica, kot predstavnica vlade. Torej ona je ta sporazum pogledala z vidika, ki se tiče tega resorja, ne pa preostalih členov. Veste pa, da ta sporazum ima naravo neke vrste koalicijskega sporazuma in tam morajo biti seveda vključene stranke, ne posamezni ministri. To je vodstva strank, poslanci, mi moramo vsi se znati. Torej gre za boljšo vključenost v bistvu vseh koalicijskih strank, zlasti v tistem delu, kjer se tiče vaših resorjev. Tako. Gospa Kociper, vi ste že v bistvu pisno tudi govorili iz vaše stranke, da že v štartu niste nasprotovali v bistvu temu protokolu, temu dogovoru o sodelovanju, pa da vas precej motijo odnosi, tako strani Levice kot strani LMŠ. Lahko pojasnite? Ja, bistvene stvari iz tega sporazuma so bile res dogovorjene že poleti, to se ne da zanikati in danes je bilo ponovno poudarjeno, da večji del dogovorov nima konkretnih finančnih učinkov, kar je za nas pomembno, kar je bil pa naš poudarek, je pa to, kar sem omenila že včeraj. Gre za en partnerski odnos in tukaj je treba spoštovati en fair play, ne pa da se postavljajo novi pogoji ali da smo v zadnjem trenutku postavljeni pred neka dejstva. Tokrat se je tudi izkazalo, da je bila komunikacija nekoliko slabša, stranke nismo bile vključene v te zadnje pogovore in to smo upam danes uredili in bom naprej upajmo boljše. Kdaj pa ne bi bil podpis tega sporazuma strani, imate kakšno informacijo o tem? Kot razumem, bo podpis, ko bodo drugi organi strank, tisti, ki še to niso naredili, potrdili in takrat bo še formalni podpis. Spravi, to je lahko v kratkem, to je lahko še ta teden, ne? Ja. Menite, da bodo kakršnekoli težav prišlo v primeru veta Državnega sveta, da bi se lahko karkoli spremenilo pri morebitnem ponovnem sprejemanju rebalansa? Jaz upam, da ne. Tukaj gre za to, da bi si v Stranki Alenke Bratušek želeli, da ne glede na posamezni izziv ali veto ali karkoli druga, se postavi nek partnerski odnos. Se pravi, da podpiramo mi projekte, za katere mislimo, da so dobri, da tudi oni podpirajo projekte, za katere mislijo oni, da so dobri in se za njih dogovorimo in da ni teh nekih tweetov in teh nekih žaljivih
komunikacij, ki vnašajo slab občutek vse skupaj. Ste imeli dopoldne občutek, da se je rebalans kakorkoli zatresel, glede na to, da dopoldne še ni bilo jasno, niti ali bo sploh ta protokol podpisan, parafiran, niti ne kako bo reagirala Levica. Je prišlo do kakšnega, bom rekla, tresenja znotraj rebalansa in posledično tudi koalicije? Ne, se veste, se tudi vi veste, da ta rebalans bi bil sprejet tudi brez Levice. Bi pa bilo brez veze zaločevati, če gre za neko dolgoročno sodelovanje, pač treba se te stvari čim prej zmeniti. In na vaše vprašanje mislim, da bi celo ZIPRS šel skozi, verjetno, tako kot je bilo zdaj rečeno. Ampak ne glede na to, če menimo, da moramo sodelovati, moramo nekaj stvari graditi. Hvala lepa. Dobro, gospod Golubovič, rebalans je zdaj pod streho, bilo pa je kar precej nekih napetosti, negotovosti še pred samim glasovanjem. Finančni minister je rekel, da je šlo za vihar v kozarcu vode, tudi vi tako menite? V politiki je vedno tako, da se zadnji moment kakšna stvar zgodi. Jaz ne delam iz tega drame, sklicali smo pauzo, se pogovorili in na koncu je šel rebalans čez. Ampak kaj je bil pa vzrok? Najbrž porušeno zaupanje znotraj koalicijskih partnerjev, ker so se nekateri čutili izključene iz pogovorov, ko je ta sporazum z Levico nastajal. Zakaj? Sporazum z Levico je nastajal v sodelovanju z ministrstvi, ker se bo izpeljalo določene projekte, ki smo pa jih zapisali v koalicijski pogodbi, ki smo jo podpisali 8 mesecev nazaj. Se pravi, usklajevalo se je z Ministrstvom za okolje, z Ministrstvom za gospodarstvo, z ministrico za delo, se pravi 3 ministri SMC-ja, se pravi SMC je bil obveščen, potem usklajevalo se je z ministrom za kulturo in pa usklajevalo se je z ministrom za finance in pa ministrom za zdravje. Če to ni neka pretok informacij, če to ni neko usklajevanje, dajte, jaz se vam opravičujem, potem ne vem še kakšno usklajevanje bi moralo dodatno izpeljati. In koalicijski sporazum oziroma sporazum z Levico, ki je samo nadgradnja koalicijskega sporazuma, so partnerji dobili prejšnji četrtek. Ampak danes je bil pred parafo ta sporazum popravljen. Ste zdaj zadovoljni s tem ali je to nekaj vrste kompromis? Dajte, popravljen je bil del načina komunikacije med koalicijskimi partnerji in Levico, se pravi, da to zdaj ne upravlja samo LMŠ, kar nam je v redu, ampak vsi koalicijski partnerji. Je pa dejstvo, da bo Levica vsak torek vabljena na vodje koalicijskih strank, kar pomeni, da izmenjava informacij bo tedenska. Levica bo zdaj v bistvu sodelovala pri delovanju koalicije, čeprav razumem, kako lahko potem razumemo položaj Levice, ki je v opoziciji, v koaliciji. Še vedno je zunanji partner, se pravi opozicijska stranka, ki je podpisala sporazum s koalicijo 5 in da lahko delamo, da lahko sodelujemo, je pomembno, da je pretok informacij čim boljši. Bi pa rad na koncu povedal to, da ta sporazum med Petočkom in Levico pomeni, da bo lahko ta vlada delala in izpeljala nekatere projekte. Recimo projekt, katerega je nosilec Levica, je stanovanjska politika, predvsem regulativa. Prekarnost, predvsem regulativa. Tukaj ne bo šlo za neke finančne obveznosti. Tako da mi v LMŠ-ju vidimo ta sporazum kot možnost, da ta vlada dela. Je še vedno velja, da je to enoletni sporazum ali je podaljšan za daljše obdobje? Ta osnovni sporazum je sporazum med, se pravi, Petočkom in pa Levico in vsako leto se naredijo prioritetni projekti za naslednjo leto. Te projekti, ki so sedaj notri, se bodo izvajali tudi v letu 2020. Zdaj ga morajo obravnavati še organi vseh strank. Imate kakšno časovnico, do kdaj ne bi bil podpis? Glejte, če smo vsi resni in si želimo delati za naprej, ne gledati nazaj, potem verjamem, da bomo vsi uspeli to čim prej. Hvala lepa, pa želim vam lep dan. Ste tudi vi dobili občutek v SD-ju, da je bilo premalo komunikacije med strankami pri koordiniranju tega sporazuma? Jaz sem na začetku, ko se je sestavljala manjšinska vlada, rekel, da bomo imeli seveda v življenju velike težave, če bomo to vlado želeli pripeljati do konca, če se ne bomo vsak dan velikokrat pogovarjali, izmenjevali informacije in bili predvsem partnerji med sabo. Mogoče je zdaj celo pravi čas, da smo videli, da so se naredile nekatere napake pri komuniciranju in
Danes smo spravili rebalans pod streho. Upam, da nas je nekatere stvari se izučile in jutri je nov dan in gremo naprej delati za to, da bodo v državi ljudje boljše živeli. Ampak to je bila torej kritika predvsem na račun LMŠ-ja in njihovega načina komunikacije. Mislim, jaz bom rekel, nasploh je bila ena težava, da mogoče nismo bili partnerji seznanjen bistveno sprej za nekaterimi zadevami, vendar, veste, bom pa zdaj tako rekel, vsebina je počasih pol prevaga pred tisto zgodbo, ki bi lahko rekli, da pride do kakšne krize. Seveda počasih se moraš tisti, ki je mogoče malo bolj modrejši v politike, en korak nazaj stopiti. V tem primeru smo Socialni demokrati stopili en korak nazaj. Torej se nekako ne more več zgoditi, da podpis, ki je zdaj pa samo parafiran, ne bo podpisan. Glejte, mi bomo šli, tako kot smo rekli, na organe stranke, predsednik stranke je podparafiral ta dokument. Vi veste, če parafiraš dokument, da se na nek način strinjaš z dokumentom in ga tudi zagovarjaš na organih stranke. Hvala. Srečno. Ali ne? V Levici smo precej jasno povedali v stališčih o proračunu, da se delno s proračunom strinjamo, imamo nekatere zadržke do njega, ampak bomo te zadržke spregledali, ukolikor se z vladnimi strankami dogovorimo o sporazumu za sodelovanje v letu 2019. Torej, proračun smo potrdili, kot ste videli, predtem pa smo dobili podpise vodstev strank na sporazum o sodelovanju med Levico in vlado. Ta sporazum določa smer razvoja za leto 2019, med prioritetne politike pa uvršča prekarnost, stanovanjsko vprašanje, višji davek na dobiček in pa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To so projekti, teme, ki se v slovenski politiki vrtijo že več let, so bile zapisane različne zaveze v več koalicijskih pogodbah, ampak slovenska politika do zdaj ni imela poguma ali pa politične volje, da se jih zares loti, vanje poseže in jih razreši. Levica se s tem sporazumom postavlja na čelo razrešitev teh problemov, se pravi prekarnosti, dostopnosti stanovanj, obdavčitve kapitala in pa ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja. Na začetku sem odgovoril, seveda, vkolikor sporazum ne bi bil podpisan, bi se s tem spremenil tudi naš glas glede proračuna. Kako bi se spremenil? Proti ali vzdržan? Zdaj do tega ni prišlo, tako da tega ne morem komentirati, absolutno pa proračuna ne bi podprli, ker tiste stvari, ki v proračunu manjkajo in smo opozarjali na nje, kot so stanovanjska problematika in tako, lahko take stvari spregledamo samo, vkolikor smo z vlado dogovorjeni, da se to letos začne razreševati in ta sporazum to omogoča. Kakšen status bo od Levice, podpisal se razumno naprej, glede na to, da bo predstavnik Levice sedel na koordinaciji voditeljev poslanskih skupin, boste še vedno opozicijska, kakšna stranka boste po sporazumu? Natančnejše si boste lahko način sodelovanja prebrali v prvem delu sporazuma, ki je protokol o sodelovanju. To je v bistvu zelo podobna zadeva kot tista, ki smo se jo dogovorili poleti. Gre pa za to, da Levica ostaja opozicijska stranka, imamo pa s tem sporazumom pogodbo z koalicijo, torej smo pogodbena opozicija. Danes, ko smo poslušali izjave različnih predstavnikov strank, poslanskih skupin je bilo še vedno čutiti veliko grenkobe zaradi zapisa vašega poslanca Kordiša. Je ta problem odpravljen? Na kakšen način se bo to ponavljalo po vašem? Ker predvsem nezaupanja povzroča ta zapis. Jaz mislim, da je zapis služil v prvi vrsti kot izgovor tistim, ki so imeli zadržke glede sporazuma in je bil na ta način tudi izkoriščen. Seveda pa to ne pomeni, da zapis odobravam, to sem jasno povedal tako Mihi Kordišu, kot tudi medijem in sem se javno ogradil od tega zapisa. Se boste odslej s koalicijo več pogovarjali? To pomeni usklajevali o različnih stvarih. Vsak torek, ko imajo poslanci svoje sestanke, boste tam sodelovali?
Tako, naša predstavnika, se pravi vodja poslanske skupine in sekretar poslanske skupine se bosta teh sestankov udeleževala, hkrati pa je v sporazumu določeno, na katerih temah sodelujemo, nekje so postavljene delovne skupine, tako da bomo ključne politike za to državo usklajevali z koalicijo. Zdaj 15 do 12 je bilo napovedano glasovanje. Če vas takrat, ko ste želeli v bistvu obrazložiti svoj glas, gospod Golubovič ne bi prekinil in zahteval pauzo, da se dogovorite, bi potem takem lahko po vašem mnenju rebalans tudi padel? Takrat smo se dogovorili glede sporazuma. Zdaj, pred parafo je bil ta sporazum še nekoliko popravljen, ali za vas to karkoli spremeni? Ne spremeni, v bistvu bil je dopolnjen v tistem delu, ko govori o koordinaciji sodelovanja. Tam smo ob to, da za koordiniranje skrbiva koordinator Levice in predsednik vlade, dopisali, da so v koordinacijo vključeni tudi vodje, oziroma da so v koordinacijo vključene tudi druge koalicijske stranke. To je dopolnitev, na njo smo seveda smo se strinjali s tako dopolnitvijo in na to smo sporazum podpisali. Sporazum je parafiran, kdaj ga boste podpisali? Zdaj, kot rečeno, danes smo prišli do tega, da so vodstva strank, ki smo bili na sestanku, se strinjali z vsebino sporazuma in protokola, da so prispevali svoje parafe. Zdaj bo pa, mislim, da v par dneh lahko pričakujemo, da se to dokončno razreši in da začnemo sodelovati tako, kot ta sporazum opredeljuje.